Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Čas je za okroglo 20. oddajo Halo zdravnik. Nocoj se bomo dotaknili teme z področja urologije, govorili bomo namreč o raku prostate. Na pogovor sem povabila predstojnika oddelka za urologijo UKC Maribor, magistra Dejana Bratuša, doktorja medicine, specialista urologa. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Če dovolite, bi vas najprej prosila, da se dotaknemo same anatomije prostate. Kako izgleda, kje točno se nahaja, katere so tiste naloge, ki jih v našem telesu opravlja oziroma v telesu vseh pripadnikov moškega spola. Ja, tako je, dobro ste začeli. Torej, prostata je žleza, ki jo imamo samo moški. Ženske s tem ne morete imeti težav, ker prostate enostavno nimate. To je pomožna spolna žleza pri moškem. Nahaja se tik pod sečnim mehurjem in skozi njo tudi poteka začetni del sečnice. Ravno zaradi te lokacije je pogosto simptomatika strani prostate povezana z izločanjem seča. Njena funkcija je pri sestavljanju semenske tekočine in sicer dodaja pomembna hranila in določene encime k semenski tekočini, da omogoča semenčicam plavanje in enostavno potovanje na svoji poti do jajčec pri ženski. Kar se tiče same anatomije, je sicer, bom rekel, nekoliko bolj zapletena, niti ni pomembna, tako na grobo pa jo po velikosti in obliki ponavadi primerjajo s kostanjem. Torej, to je nekje pri mladem človeku, dokler še ni povečana. In morda še beseda o boleznih prostate, tako na splošno, katere so, kdaj in zakaj se običajno pojavijo, pa tudi to me zanima, če bi jih bilo mogoče kako tudi preprečiti s kakšnimi preventivnimi ravnanji ali moški nimate te moči. No, prostata vsem moškim, ki imajo v sebi moške spolne hormone, kar seveda večina moških ima, raste z leti. Nekje v puberteti jo, tako kot sem omenil, primerjamo z velikostjo kostanja, potem pa seveda raste. Kar se tiče recimo številk, govorimo tu nekje o 20 kubičnih centimetrov pa 20 mililitrih, to je nekje tista začetna normalna velikost prostate in pri čisto vseh moških prostata raste. Pri enih hitreje, pri enih počasneje. Sama velikost niti ni tako pomembna. Sama velikost tudi ni nujno, da dela simptome in dela težave pri moškem. Lahko pa. Malo je odvisno od tega, kam raste, ali raste bolj navzven, v tem primeru ne dela nekih velikih težav, lahko navznoter bolj raste, stiska sečnico, s tem seveda otežuje praznjenje seča iz sečnega mehurja, ker enostavno, če si zamislite sečnico kot eno cev, jo enostavno stisne. Tako da torej povečanje prostate je že ena izmed bolezni prostate, ki lahko dela težave. Predvsem gre seveda za bolezen starejših moških, v starejši dobi pričakujemo dovolj pomembno povečanje prostate, da dela tudi težave. No, imamo pa seveda še druge bolezni prostate. Eno so vnetne bolezni prostate, ki so pa lahko tudi prisotne pri mlajših moških. Celo po nekih statistikah je kronični prostatitis, kronično vnetje prostate, najpogostejša diagnoza pri moških mlajših od 50 let. No in seveda imamo potem tukaj pa še ta naš zloglasni rak prostate, ki pa ni povsem povezan z simptomi, lahko je povsem brez nekih značilnih znakov, brez simptomov in tudi ni povezan direktno z velikostjo in povečanjem prostate. Lahko imamo velike prostate, ki so čisto benigne, lahko že v mali prostati zraste rak prostate, lahko pa tudi v povečani prostati raste rak prostate. Tako da tukaj ni nekega pravila? Ne, tukaj res ni nobenega pravila in dejansko sprašali ste malo za prevencijo, nažalost. Torej, kar se tiče same rasti prostate, dejansko moški ne morejo nič narediti. Teoretično, če se malo pošaliva, bi se lahko dal kastrirati, s tem bi uničil moške spolne hormone, prostata bi nehala rasti, ampak mislim, da je to ni najboljša rešitev za življenje tega moškega. Za druge bolezni, tudi kronični prostatitis na nek način nema neke prevencije in tudi na koncu koncev rak prostate pravih preventivnih ukrepov dejansko nimamo. Tu bom mogoče malo klišejski, ker vam bom povedal to, kar bi vam vsak zdravnik za katerokoli bolezen povedal. Zdrav način življenja. Torej neka zmernost,
dovolj telesne aktivnosti, dovolj gibanja, primerna prehrana. Zdaj, kaj je to? So določene razlike, sigurno v načinu življenja, ki vodijo, če zdaj govoriva ravno o raku prostate. Recimo, ve se, da je pogostost raka prostate v daljnoazijskih deželah, torej recimo Japonska, predvsem Japonska, bistveno manjša kot pri Evropejcih ali pa pri Severni Ameriki, ne. In dejansko so tu neke teorije, da bi vseeno tu da ni toliko pomembna sama genetika, ampak tudi način življenja. Namreč, če se pa Japonci preselijo v Ameriko, dobijo že v isti generaciji večjo možnost, da dobijo raka prostate, njihova naslednja generacija, torej potomci Japoncev, ki so se pa preselili v Ameriko, pa so se rodili v Ameriki, pa imajo že praktično enake možnosti za razvoj raka prostate kot Američani. Tako da verjetno je res stil življenja, način prehrane nekaj tudi vpliva na to pojavnost. Ampak prav znanstveno do tistih snovi, ki bi na to vplivali, pa zaenkrat nismo uspeli izolirati in dokazati. Mogoče v prihodnosti. Mogoče bo še kaj na tem razvilo, ja. Kot sem omenila že uvodoma in kot ste tudi vi že načeli to tematiko, bo torej rdeča nit nocojšnje oddaje prav rak prostate. Zanima me, zakaj slednji velja za enega najpomembnejših problemov moške populacije. Kako pogosto se pravzaprav pojavlja med moškimi? No, rak prostate je dandanes najpogostejša maligna bolezen pri moških. In tudi zato toliko o njemu govorimo. Torej, to je dejansko zelo pogosta pojavnost, če vzamemo samo recimo Slovenijo. V Sloveniji v zadnjih letih odkrijemo na novo vsako leto okoli 1500 moških z rakom prostate. In seveda, ne glede na to, da rak prostate na nek način znamo že tudi uspešno zdraviti v raznih fazah, tudi tako v začetnih, kot tudi v napredovalnih fazah, je vseeno smrtnost od raka prostate še vedno prisotna in še vedno velika. Tako da dejansko že po svojem številu, po svoji pojavnosti je enako pomemben problem moške populacije. Bi lahko rekli, da je približno podobna statistika tudi v sosednjih državah? No, kot sem že malo omenil, največje številke, največja pojavnost je torej v Severni Ameriki. Tam so določene razlike znotraj ras. Ameriški temnopolti ljudje pogosteje obolevajo kot belci. Potem je tukaj torej Evropa, Zahodna Evropa je naslednja nekje po pojavnosti ali pa približno enaka kot Severna Amerika. In potem pa, kot sem omenil, že te daljni vzhod, torej azijske države, pa imajo dejansko dokazano manjšo pojavnost raka prostate. Tako da po svetu so določene razlike v pojavnostih. Seveda, zdaj lahko rečeva potem še določene nerazvite države, tam ga je manj, ampak tam je pa verjetno vzrok pri manjšem odkrivanju, ker je dejansko medicina toliko slabše razvita, recimo v kakšnih nerazvitih afriških državah. In bi težko primerjali. Tako je, težko reči, da je tam zdaj pojavnost raka manjša, ampak enostavno ga ne odkrijejo, ker enostavno niti življenjska doba ni tako niti primerljiva z evropskimi, tako je. Tako da je to težko primerjati. Pa sicer bi lahko rekli, da število na novo odkritih rakov prostate narašča glede na pretekla leta? Vi zdaj že kar nekaj let delate. Ja, vsekakor že, glejte, če pogledate statistiko Register raka Slovenije, tako med drugim imamo enega boljših registrov raka med vsemi državami na svetu, to že moramo pohvaliti naš onkološki inštitut, ki to vodi. Kaže že leta in leta, vsako leto naraščanje. In tako, kot sem rekel, recimo nekje register raka se seveda objavlja, da se ga tudi na internetu dobiti, je, mislim, prosto dosegljiv. In zadnji podatki so za 2013, kjer je bilo nekaj čez 1000 na novo odkritih rakov prostate v Sloveniji. Projekcija za 2016 recimo je že bila preko 1500 in dejansko v zadnjih letih, predlani smo že nekje okoli 1500 jih odkrili. Za naslednja leta se predvideva še več, 1700–1800 novo odkritih v Sloveniji. Tako da dejansko število na novo odkritih rakov prostate v Sloveniji in tudi povsod drugod po svetu narašča. Razlogov pa je več.
Ena stvar je seveda boljše odkrivanje. Torej, medicina gre naprej, imamo nove metode, imamo nove markerje, na podlagi česa se to lahko odkrije prej in bolj v zgodnjih fazah. Druga stvar je, da vsekakor bolj seznanjamo moške s tem. Je večja ozaveščenost, moški prej grejo k zdravniku, se dajo pregledati, tudi to je do neke mere pripomoglo, da se več te bolezni odkrije. In tretja stvar pa je še dejansko staranje populacije. Rak prostate je tipično bolezen starejših moških, nekako tako bom rekel, bom bolj šaljivo ali pa bom rekel tako v bolj našem internih pogovorih urologi pravimo, da če bi moški dovolj dolgo živeli, bi vsi imeli raka na prostate. Torej, če bi zdaj, ne vem, če ste kaj zasledovali, zdaj trenutno seveda je povprečna življenjska doba v modernem svetu že nekje presegla 80 let, govori se, da bo kmalu tudi 100 let ali pa 120 let, da tudi toliko lahko človek. In zna biti, da ga bodo tedaj imeli vsi. Tako je, vsaj histološko dokazljivega. Ne? Kaj to pomeni? To ne pomeni, da bo vsak imel raka prostate, ki ga bo ogrožal. Ne? Ampak, če bi moškim pri 120, če bi vsi moški doživeli 120 let, glede na to, kar zdaj, na dejstva, ki jih zdaj poznamo, in če bi vsem pri 120 letih odstranili prostato in jo natančno pregledali, bi praktično v vsaki lahko našli rak prostate. Celično, torej histološko dokazljiv. Klinično seveda to ni pomembno. In to pomeni, da ni nujno, da bi vsem ta odkrit rak predstavljal težave? Ne, daleč od tega. Tudi danes odkrijemo verjetno kar nekaj rakov prostate, ki prvič ne dela nobenih težav in ki drugič tudi človeka ne ogrožajo. Nažalost, v tem trenutku nimamo nobenega markerja, nobenega pokazatelja, ki bi nam ločil tiste oblike ali pa tisto osebo, tistega moškega z rakom prostate, pri katerem bo rak prostate napredoval, postal ogrožajoč, ga na nek način življenjsko ogrožal, od tistega, ki bo sicer imel prisotni rak prostate, ki pa ne bo nikoli napredoval in ga ne bo nikoli ogrožal. Če bi to znali ločiti, bi bilo idealno, ker verjetno danes marsikaterega moškega po nepotrebnem agresivno zdravimo, ker smo pač odkrili rak prostate, pa ne vemo, ali ga bo ogrožal ali ne. Čakati na tak daleč, da bo pa postal res ogrožajoč, je pa zna biti nevarno. Že prej ste omenili, da rak prostate je značilen za starejšo populacijo moškega spola, pa vendar, ali ga odkrivate tudi pri mlajših ali celo pri otrocih? Se zgodijo tudi takšni primeri? Ne, hvala Bogu, pri otrocih dejansko tega ni in tudi pri mlajših moških ne. Zdaj, seveda, to je zdaj relativno, kaj mislite s tem mlajši, ne? Tudi jaz z leti spreminjam pogled na to, kaj je mlad moški. Vsekakor pa se nekoliko spušča ta meja odkrivanja. Verjetno tudi zaradi ozaveščenosti moških, ampak recimo, jaz sem približno 25 let zdaj na urologiji mariborski in ko sem jaz prišel na urologijo, dejansko pod 50 let praktično, ne vem, če smo imeli kakšnega pacienta, to bi bilo res, bi nas šokiralo. Ne? Večinoma je bilo tam 60 in nad. No, danes 50 in nad, recimo 10 let mlajše, že kar odkrivamo, ni nič tak nenavadnega. Medtem ko pod 50 let pa so še vedno raki prostate izjemno redki. Tudi recimo tiste moške, ki se želijo testirati na rak prostate, ki si želijo tega pregleda, če že govorimo o teh preventivnih rakih prostate, potem je neko vodilo za splošno populacijo 50 let, pod 50 let skoraj nima smisla, je to, mislim, je res mala verjetnost. Medtem ko pri družinsko obremenjenih moških, torej tam, kjer je oče ali pa brati, so imeli diagnosticiran rak prostate, tam pa se to pomakne za 5 let naprej, torej na 45 let. Torej dejansko je nekako možnost pri teh letih seveda že tudi dobiti. Kaj dosti mlajše pa bi res bilo presenetljivo. Tako, pa se pogosto zgodi, da tudi mlajši moški vseeno želijo na ta pregled zato, da bi bili mirni in da bi vedeli, da je z njimi vse v redu, ali to niti ni tako pogosto? Moram reči, da ne. V bistvu mlajši moški bolj prihajajo zaradi težav, ki jih imajo v zvezi z uriniranjem in so lahko tudi povezani s prostato, ali pa tisti, ki dejansko imajo v družini. Torej, če je nekomu oče umrl ali pa zbolel za rakom prostate, teh pa imamo kar nekaj, ki pridejo relativno zgodaj, mogoče nekateri po naših doktrini prezgodaj, ne?
Seveda, zdaj, če nekdo želimo, naredimo pregled prostate, zakaj ne, da ga pomirimo, ne? Ampak moram reči, da je teh moških manj in da se dejansko nekje do 50 let mladeniči v glavnem nič kaj ne ukvarjajo s svojo prostato. Naj tako tudi ostane. Nocojšnja oddaja poteka vsekakor v živo, govorimo o raku prostate in če imate tudi vi kakršnokoli vprašanje na to temo, nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in lahko pričakujete odgovor strokovnjaka. Naj še enkrat poudarim, da nocoj v oddaji Halo zdravnik gostim predstojnika oddelka za urologijo, magistra Dejana Bratuša, doktorja medicine, specialista urologa. Tako, midva pa če nadaljujeva z vprašanji. Če se malce ustaviva pri sami klinični sliki raka prostate, bi lahko rekli, da je v večini primerov to hitro napredujoča bolezen ali ne? Ne, rak prostate je večinoma počasi napredujoča bolezen. Kar se tiče same simptomatike, pa je tako, specifičnih simptomov raka prostate ni. Rak prostate sam po sebi ne povzroča nobene simptomatike. Dejansko moški, ki ima raka prostate, seveda lahko ima neke težave z uriniranjem. Lahko ima tipične, temu rečemo, simptome spodnjih sečil, torej ali pogosto uriniranje, nočno uriniranje, tisto draženje, da mora naenkrat, da se mu mudi, po domače povedano, na stranišče, drugače se že boji, da bi mu ušlo. Po drugi strani je lahko tukaj na nek način oteženo uriniranje z slabim curkom, potrebno napenjanje, dolgo čakanje na začetek uriniranja in tako dalje. Torej vsi ti simptomi spodnjih sečil so lahko prisotni tudi pri raku prostate, ampak dejansko jih ne povzroča sam rak prostate, ampak je ob tem ponavadi tudi nekoliko povečana prostata ali pa kronično vnetje prostate, torej ali kronični prostatitis ali pa benigna hiperplazija prostate in ta dela simptome v bistvu. Sam rak nima specifičnih simptomov. In sam rak, če se samo še dotakneva te hitrosti, dejansko zelo redko hitro napreduje. Imamo takšne primere, ker dejansko se rak prostate tudi ocenjuje na eni lestvici agresivnosti. To bolniki, ki so imeli diagnozo postavljeno, se poznajo te številke od 6 do 10, ki jim vedno razlagamo. To je na nek način opis agresivnosti teh celic in to tudi malo narekuje hitrost potem napredovanja. Tako da tisti bolj agresivne oblike lahko grejo nekoliko hitrejše, te manj agresivne pa ne. In dejansko te zelo neagresivne, kar je sicer še vedno diagnoza maligne bolezni rak prostate, ampak tisti najbolj ugodne traja leta in leta, da napreduje ali pa sploh ne napreduje. Ali pa sploh ne. Tako, mi pa že imamo prvi telefonski klic. Dober večer, komu? Dobar večer. Pozdravljeni. Izvolite zastaviti vprašanje. Ja, tu pa kitam Jožek iz Staršje, konca iz Statskih vrha. Jaz pa imam za gospoda Bratuša, za gospoda za eno vprašanje. Kar izvolite? Ja, dober večer, gospod Dejan Bratuš. Dober večer. Kako smo? Dobro, hvala. Jaz imam eno vprašanje za vas. Mene je boli tu spodaj, ko pod nekuren me začne pes, pa ko kaj pije, kako je pijača ali pa kaj tak me začne pes, zdaj sem hodil na večer, pa me hodil me za celo pes, ko da bi surat, zdaj pa mene zanima, kaj ne naredim. Vsekakor je bilo najboljše, da obiščete svojega zdravnika, da se najprej pregleda urin, ker tako, sicer težko tako po telefonu postavi diagnozo, ampak to najbolj spominja na eno vnetje sečil. Lahko je zdaj, ali je to mehur, sečnica, karkoli. Prvi pregled bi bil pregled urina, ker se da marsikaj že videti. Če seveda iz tega ne izvemo dovolj, pa so potem dodatne slikovne preiskave možne, tudi endoskopske preiskave in potem seveda ustrezno zdravljenje. Hvala lepa za vaš odgovor. Midva pa, če nadaljujeva z najinim pogovorom. Že prej ste se navezali na samo simptomatiko raka prostate in pojasnili, kako je pravzaprav na stvari.
Pa vendarle, kateri simptomi pa se pojavijo oziroma stopnjujejo, če gre za napredovalo bolezen? Se vendarle pojavijo kateri značilni znaki ali še vedno ni tipičnih? Ja, to pa ja. Tu pa pri napredovalih boleznih pa seveda imamo določene specifične simptome, ki so posledica tega napredovanja, ne. In tu pa imamo zdaj možnost lokalnega napredovanja, kjer dejansko rak na sami prostati že napreduje do neke mere, da preraste celo prostato, vrašča tudi že v bližnjo okolico. Ti simptomi so potem tipično povezani z odvajanjem seča, torej z uriniranjem. Lahko so popolnoma podobni tistim, ki sem jih prej naštel in jih povzroča povečana prostata, torej spet to draženje, pogosto uriniranje, nočno uriniranje, lahko tudi oteženo uriniranje, slab curek, prekinjajoč curek. Poleg tega se pri raku prostate pogosteje temu pridruži še občasno krvav urin. Ta je možen tudi pri benignem povečanju prostate, ampak je pri raku prostate nekoliko pogostejši. Teda to so tisti tipični simptomi lokalnega napredovanja bolezni. Potem pa imamo seveda metastatsko bolezen z razsojem po ostalih organih. Prostata v prvi fazi najprej zaseja lokalno v bezgavke po medenici in potem v kosti. To so nekako prva dva mesta razsoja raka prostate. In kar se tiče kosti, dejansko lahko v začetni fazi se pojavijo bolečine v kosteh, v nekoliko bolj napredovali fazi, tudi kakšni patološki zlomi in tudi dejansko kakšne težave v zvezi s tem, ne. Zdaj, če pride do zloma vretenske hrbtenice, lahko pride do paraplegije, dobesedno lahko pride do okvare živcev, do poškodbe. Ampak to so res že napredovale bolezni, ne. Ko se lahko pridružijo še mnoge težave. Ponavadi so to že faze, diagnoza se ponavadi postavi že prej, ne. Imamo tudi danes še primere, ko pacient pride najprej z bolečinami v križu k ortopedu, pa potem v toku diagnostike odkrijemo, da je to napredovali rak prostate. Nažalost tudi še to odkrivamo, ampak moram reči, da v današnjem svetu z vsemi modernimi metodami, predvsem z dostopnostjo zdravstva in pa z ozaveščenostjo moških, je tega vedno manj. Kako pa sicer strokovnjaki ugotavljate raka prostate? S katerimi diagnostičnimi postopki in preiskavami potrjujete samo diagnozo? Kaj vam je v pomoč? Že prej ste omenili, ko je gospod poklical nekaj teh preiskav, pa me zanima, če bi jih lahko tudi bolj natančno opisali in kako si sledijo. No, kar se tiče samega raka prostate, je v bistvu, bom rekel, da če nekdo nima nobenih težav z uriniranjem, pa je prišel samo na preventivni pregled prostate za izključitev raka, potem je dovolj pregled prostate, to pomeni, da potipamo prostato, to je ta urološki pregled, ki se ga do neke mere moški malo bojijo, zato ker poteka skozi zadnje črevo, tako da je seveda na nek način malo neprijetno, ni pa nekako takšen bav, kot si včasih moški predstavljajo. Torej, to je otip prostate. Mi seveda tipamo samo zadnjo površino prostate, tako da če je nekje neka sprememba v prostati maligna v bližini te zadnje površine, potem jo mi lahko zatipamo. Vidi se lahko tudi recimo kakšna asimetrija, da je en del povečan prostate, drugi del ne, lahko je tudi boleča otip in tako dalje. Torej, to je prvi nekako pokazatelj. Če dovolite, bi morda kasneje nadaljevala, bi sprejela samo še en telefonski klic. Ja, dober večer. Dober večer, kdo je z nami? Aha, nekdo bo morda poklical še kasneje. Se opravičujem, ker sem vas prekinila, pa lahko kar nadaljujete. No, drugi del, ja, torej eno je čisto tak pregled prostate pri urologu, no, potem k temu pa dodamo še vedno eno laboratorijsko preiskavo, pregled krvi, kjer določamo tako imenovani PSA, to je prostatični specifični antigen. To je dejansko en encim, ki ga izloča prostata in ki dejansko ravno pomaga pri tistih funkcijah, ki sem jih prej naštel, in je povišan pri boleznih prostate. To ni specifičen dejavnik, torej ni zdaj povišan PSA, še ne pomeni avtomatično raka prostate, ker vse bolezni prostate vodijo v povišan PSA. Tudi samo povečanje prostate nosi za sabo povišano vrednost PSA, tudi kronično vnetje prostate lahko povzroči
povišen PSA, tudi težave z uriniranjem lahko do neke mere vplivajo na to vrednost PSA. Kaj pa, če vrednost PSA ni povišana, ali to pomeni zagotovilo, da ni raka prostate? Ne, žal tudi temu ni tako. Tudi pri nizkem PSA je lahko prisoten rak prostate. Sicer je v tem primeru zelo majhna verjetnost, da gre za neko agresivno obliko, ponovadi so to te res neagresivne oblike, začetne oblike, ki pa se lahko tudi pri nižjih vrednostih PSA pojavljajo. Sej tu je ravno tako, recimo meni včasih pridejo od osebnih zdravnikov pacienti brez izvidov, pa mi povejo, mi je osebni zdravnik določil PSA, ne, pa mi je rekel, da je normalen. Za mene ta pojem ne obstaja. Ne. Jaz hočem vedeti številko. Namreč to normalen laboratorijsko na vseh teh laboratorijih referenčnih vrednosti boste še vedno videli številko 4. Ne? Do 4 se smatra po nekih referenčnih vrednosti za normalno, nad 4 pa povišen. Ampak to je čisto arbitrarno določeno in dejansko sama ta številka ne pomeni nič. Trebno je pogledati starost moškega, velikost prostate in pa tudi dinamiko PSA. Nekomu, ki je iz 0,5 skočil na 3, pa je to po referencah še vedno normalno, je to alarm, če je to v pol leta se zgodilo. Če ima nekdo pri 70 letih pa 4,2, kar je na nek način nenormalno, je pa zanemarljivo. Tako da PSA je dober pokazatelj, ampak ga je treba pravilno uporabljati. Morda še kakšna preiskava, ki je na voljo? V bistvu je to tisti začetne preiskave, ki jih opravimo predno gremo v potrditev. Torej, s tem ne postavimo diagnoze. To je pregled prostate in določene PSA je bolj vodilo, da rečemo, aha, tukaj pa zdaj obstaja sum na rak prostate. Če ta sum z obema tema preiskavama, torej da za tipati nič sumljivega in PSA glede na velikost prostate, glede na starost moškega, glede na dinamiko po naših merilih v mejah normale, potem dejansko dodatne preiskave niso potrebne in smatramo, da je zelo mala verjetnost, da bi ta moški imel raka prostate. Če pa na podlagi tega rečemo, aha, tukaj pa obstaja neki sum, da bi lahko imel moški raka prostate, potem pa sledi nadaljna diagnostika in sicer je edina diagnostika, ki je še danes še vedno, bom rekel, zanesljiva in jo štejemo edino kot potrditev diagnoze, je biopsija prostate, torej da vzamemo vzorce prostate. To je sicer agresivna metoda, mi gremo z iglo skozi črevo v prostato, seveda v črevesu so bakterije, možen je vnos bakterij, možno je po tej biopsiji tudi kakšno vnetje prostate, možno je krvavitev, na nek način delamo mi to na slepo, ne vidimo vseh žilic, ki so na poti igle, tako da so možne tudi krvavitve, razni zapleti. Ampak vseeno pa ni tako huda, kot se sliši. Ne. Je invazivna, tako da po nepotrebnem je ne delamo, ampak seveda, kadar pa indicirana, pa to naredimo. Delamo sicer ultrazvočno vodeno, mi si z eno tako transrektalno sondo, torej ultrazvočno sondo, ki jo vstavimo v zadnje črevo, nič ni debelejša od mojega prsta, tako da v bistvu to ni nič bistveno hujše kot sam pregled prostate. No in s tisto sondo se potem dejansko bolj natančno vidi prostata in na različnih mestih potem z eno tanko iglico vzamemo vzorce prostate. Ta diagnoza je pa potem, če je pozitivna, praktično zanesljiva. Zelo redki so primeri, da bi se patolog eventualno zmotil pa ocenil neke atipične celice z rakave, pa mogoče še niso rakave. Teda pozitivno diagnozo smatramo po biopsiji praktično za zanesljivo, medtem ko negativna biopsija pa še ne izključi 100% raka prostate. Seveda še vedno možno, da je nekje ena mali fokus, neki mali začetek raka prostate, ki pa smo ga mi zgrešili. Jemljemo nekje 10-12 vzorcev in zdaj, sploh če je prostata nekoliko povečana, zdaj, če je res mala kot kostanj, potem si z 12 vzorci že skoraj celo prostato prepikal. Če pa je to zdaj povečana prostata, ko je že, kot tenis žogica, potem so pa še vmes areali, ki jih nismo vzeli s temi 12 vzorci. In seveda vmes je možno, da je nekje vmes rak prostate, ki ga nismo zadeli. Ampak do neke mere nas to ne vznemirja, ker nam to pa dejansko pomeni, da je rak prostate v tem primeru tako omejen in tako neagresiven, da se nič ne mudi z diagnozo. Spremljamo moškega dalje, določamo PSA, recimo čez pol leta, če vidimo, da naprej raste, ponavljamo biopsijo in
ko dejansko zadeva toliko zraste v prostati, jo bomo prej ali slej zadeli. In če so vendarle, se pravi, histološki izvidi pozitivni po narejeni biopsiji, ali zelo hitro pokličete bolnika nazaj? Torej, seveda, pokličemo ga takoj na naslednji možen termin, da se z njim pogovorimo. To ne pomeni, da se vedno mudi za zdravljenjem. Dejansko rak prostate je ena redkih, vsaj meni, ne vem, če je še kakšna druga takšna pri drugih specialnosti, torej maligni bolezni, ki pri določenih pogojih sploh ne rabimo takoj odreagirati z zdravljenjem, ampak lahko moške tudi opazujemo. Torej, če dobimo ugodno histološko sliko, recimo, da je od 12 vzorcev, ki smo jih vzeli, samo en vzorec pozitiven, to pomeni, da je sprememba izrazito mala. Potem pa tisto, ko sem prej že omenil, tisto lestvico agresivnosti, da vidimo, da je ta najmanj agresivna oblika raka prostate, to pomeni, da je to res nizkorizičen rak prostate. In takšen nizkorizični rak prostate se danes vedno bolj opazuje v svetu. Tudi pri relativno mladih moških. Včasih je veljalo pri starejših moških, absolutno ga opazujemo, ker zdaj, kaj to pomeni starejši moški? To je, seveda, je tudi težko včasih biološko starost določiti. Nekje vodilo je takšno, da takšna začetna, najmanj rizična oblika raka prostate se eventualno razvije v nekaj bolj ogrožajočega v 15 letih. Torej, če moški ima krajšo predvideno življenjsko dobo od 15 let, potem v bistvu zdravljenja take oblike raka ne potrebuje. Ugotavlja se v zadnjih letih, da določene oblike raka ne samo v 15 letih, ampak nikoli ne napredujejo, tako da danes ponudimo takšne obliko opazovanja pri res ugodnih oblikah raka prostate tudi mlajšim moškim, tudi tistim, ki imajo življenjsko dobo pričakovano več kot 15 let. Treba pa jih, ampak to ne pomeni, da jih kaj zanemarimo, zdaj pa, vi imate raka prostate, pridite spet čez 20 let. Mi ga pozorno spremljamo. To so pa dejansko potrebne redne kontrole, vsake pol leta določen PSA, da vidimo, če PSA kaže nekje na znak progresa bolezni in tudi ponavljamo biopsije, torej tudi ponovno jemljemo vzorce, tudi če ni, recimo, narasla PSA, čez leto, najkasneje čez 2 leti, recimo, tu so zdaj še malo različne doktrine, ni nekih čisto jasnih smernic, ampak v glavnem večina urologov po svetu se odloči po letu do 2 let ponoviti biopsijo in vidimo, če je še vedno ista slika, še vedno samo en punktat, lahko opazujemo naprej. Če pa vidimo, zdaj sta pa 2-3 punktati, to že pomeni, torej tista kuglica je malo zrastla. In takrat je še vedno dovolj hitro, da začnemo z radikalnim zdravljenjem. Tako je. Zdaj pa je čas, da sprejmemo naslednji telefonski klic. Dober večer. Halo? Ja, pozdravljeni. Dober večer. Dober večer, izvolite. Jaz bi zdravnika rad vprašal, kako je z jemanjem zdravil. Jaz že dalj časa uporabljam ta zdravila, že mogoče 10 let, Prostida in pa Kamiren. A treba to kar naprej jemati ali je kakšna omejitev? Hvala za vaše vprašanje. Torej, tukaj so tudi malo deljena mnenja v smernicah in literaturi, ampak v glavnem se smatra, da to sta dva različna zdravila. Prostida je tip zdravila, ki zmanjšuje prostato in preprečuje njeno rast. Dejansko to zdravilo damo pri tistih prostatah, ki so bistveno povečane in delajo svoje simptome in v glavnem se smatra, da je to zdravilo do konca življenja. Seveda, če ugotovimo mi z vmesnimi preiskavami, da se je pa ta prostata res pomembno zmanjšala, skrčila pod neko določeno velikost, ker ta zdravila praktično več ne delujejo, lahko tudi to zdravilo ukinjamo. To je pač presoja zdravnika. Drugo zdravilo, Kamiren, to spada med blokatorje alfa-adrenergičnih receptorjev, je pa zdravilo, ki pa deluje simptomatsko. Sprosti nekoliko vrat mehurja, začetno sečnico, kapsulo prostate in dejansko torej zmanjšuje težave z uriniranjem, olajšuje praznjenje mehurja, lepši je curek, boljši je curek, manj pogosto treba na vodo hoditi. Ta zdravila pa v glavnem dajemo tudi lahko trajno, lahko so tudi trajna, torej obojna zdravila nimajo takšnih stranskih učinkov, da jih ne bi smeli dajati trajno, ampak tukaj pa se bolj gledamo simptomatiko. Če se
popolnoma normalizira stanje, da dejansko ni več nobenih težav, curek se popolnoma normalizira, ni treba niti po noči vstajati več za uriniranje, tudi ta zdravila lahko prekinjamo. To je spet čisto individualno, od enega do drugega primera se pogovorimo z pacientom, seveda malo vpliva tudi na to, kakšni so preiskave, ki jih delamo, kontrolne in slikovne, merimo velikost prostate, pogovorimo se, vidimo, kakšna je simptomatika in se potem individualno odločamo. Oba zdravila ste torej lahko prekinjata, lahko sta pa tudi trajna. Hvala za vaš odgovor. Naj še enkrat ponovim telefonsko številko 02 620 3737. Lahko nas pokličete in mojemu današnjemu gostu zastavite vprašanje na temo raka prostate. In z nami je že naslednji klicatelj. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Izvolite. Jaz imam zdravilo Kombodart, ja. Zakaj, mislim, k čemu to služi? Kombodart je pa v bistvu kombinacija teh dveh zdravil, ki smo jih imeli pri prejšnjem klicatelju. Torej, to pa je kombinacija Avodarta, ki je zdravilo, ki zmanjšuje prostato in preprečuje nadaljnjo rast, in pa tamsulosina, torej alfa blokerja, ki deluje simptomatsko. Tako da dejansko pri pacientih imajo dovolj izrazito simptomatiko in ob tem povečano prostato, lahko damo tako kombinacijo zdravil. Se na nek način ima tudi prejšnji klicatelj kombinacijo zdravil, samo da ima v dveh ločenih, medtem ko tu v Kombodartu pa sta ta dva zdravila že združena. Tako, hvala za vaš odgovor. Midva sva prej govorila o sami diagnostiki raka prostate. Je morda še kaj za dodati pri sami biopsiji? Tukaj bi ne, z biopsijo mislim, da sem več ali manj vse povedal. Mogoče bi samo še omenil to. V zadnjih letih se je, torej prej sem že omenil, nekako biopsija je res še vedno velja za edino tisto, s katero lahko postavimo diagnozo. No, seveda z razvojem sodobne medicine in slikovnih metod imamo tudi na tem področju nekaj novega, to je magnetna resonanca. Magnet prostate je v zadnjem času napredoval, s temi novejšimi aparati se da bolj natančno videti prostata in nekako tudi že predvsem pri spremljanju lahko do neke mere nadomesti biopsijo. Za samo diagnozo še ne, ampak recimo, če imamo enkrat diagnozo in hočemo spremljati, si lahko tudi z magnetom že malo pomagamo. Tako da magnet prostate bo verjetno v naslednjih letih morda še dobil celo malo bolj pomembno vlogo. Mislim, da za samo postavitev diagnozo zaenkrat še vedno ne bo dovolj. Sicer pa predvidevam, da je magnetna resonanca vendarle manj invazivna in manj neprijetna preiskava od same biopsije. Absolutno, zato se tudi išče alternative. Nažalost, imam paciente, ko bi rekli, joj, biopsijo samo tega nikoli več. Eni imajo pač slabše izkušnje s tem kot drugi, eni to čisto stoično prenesejo in rečejo, da ni nič takšnega. Odvisno od posameznika. No in recimo me sprašujejo, kaj pa lahko to nadomesti. Mislim, do neke mere lahko, ampak žal ne tam, ker mi res rabimo tisti podatek o bolezni, na katerem ga lahko potem svojo odločitev o zdravljenju opremo. Tako. Mi pa že imamo naslednji klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Mene samo zanima stranski učinki zdravila prostide. Je kar nekaj negativnih učinkov. Bi morda lahko kaj pokomentirali na to temo? Prostide, vsako zdravilo seveda ima svoje stranske učinke, tudi prostide ima svoje stranske učinke, ki pa se relativno redko pojavljajo. Nekje po literaturi, po raziskavah, ki so narejene, se nekje do 5% pojavijo ti stranski učinki. Torej, večina ljudi, 95% ljudi praktično nima nobenih težav in se sploh ne zaveda, da jemljejo kakšna zdravila. No, v teh procentih pa so lahko seveda ti stranski učinki neprijetni. Neprijetni mogoče ne toliko za slabo počutje, neko izrazito pa neko takšne, da človek ne mogo živeti, ampak zato, ker vplivajo na eno pomembno funkcijo pri moškem, to je na spolnost. Dejansko se lahko po prostidu zmanjša predvsem spolno poželenje
in preko tega tudi se lahko tudi sama spolna funkcija, torej tudi erekcije poslabšajo. In seveda tisti pacienti, ki imajo ta stranski učinek, so na nek način seveda prizadeti, ne samo fizično, ker pač ne morejo več te funkcije opravljati, ampak tudi psihično. Tako da, Obstaja kakšna rešitev na tem mestu? seveda, tudi te, ena rešitev je, če precenimo, da prostide ni nujno potreben, torej recimo premerimo spet prostato, vidimo, ali zdaj še vedno, ali se je dejansko že zmanjšala do te mere, da bi lahko to zdravilo eventualno ukinili, to je ena možnost. Druga možnost pa je seveda, da pustimo prostide in ga tudi jemljemo naprej, ampak rešujemo težave z erekcijami, torej tukaj ne bi zdaj ravno reklame delal, ampak teh zdravil, obstajajo zdravila za zdravljenje erekcije in teh zdravil je seveda na voljo In jih lahko dovolj in so tudi jemljejo kljub učinkovita. jemanju Absolutno, tovrstnih ja, zdravil. absolutno, to ni nobene kontraindikacije, to se lahko kombinira To je in zagotovo tudi pomagajo. pomemben podatek za naše gledalce, ki se soočajo s takšnimi Tako težavami. je, tisti bi jim rekel, ja, tako kot en nasvet, če se ta stranski učinek ravno po prostidu, saj avodat, komodat imata enaki stranski učinek pojavi, obstaja rešitev, se da rešiti. Tako, mi pa imamo še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Jaz bi vprašal gospoda doktora, jaz imam dvojne tablete, Omnik pa prostide. Ali je to treba jemati skupno ali vsakega posameznega lahko vzameš? Glede samega načina jemanja. Lahko se jemljete skupaj, lahko skupaj, čisto vseeno, kako se najlažje navadite, delujete dejansko 24 ur, oba ta zdravila jemljete se enkrat na dan in praktično ni nobene razlike, ali se jemljete zjutraj ali zvečer, tako da lahko oba dva skupaj, kak je pač se človek najbolj navadi, pa kako je najlažje. Mnogo pacientov ima še druga zdravila, ki pa so določena zdravila, so pa dejansko vezana, ena je treba zjutraj imati, ena je treba zvečer imati in seveda zdaj, če ima nekdo že 5 zdravil zjutraj, mogoče še 2 tabletke zraven, je že malo težko tistih 7 tablet pojesti, tako da v tem primeru si pač prilagodite in jih vzamete ob tistem času dneva, ko vam je to najmanj moteče, glede na ostalo medikacijo, če jo imate. Verjetno pa je priporočljivo, da se vendarle terapija jemlje v nekih enakomernih Tako je, približno v istem času vsak dan, ni to zdaj treba biti čisto na minuto natančno, ampak recimo ali predno gre človek spat ali takoj, ko vstane, tako se je najlažje zapomniti. Seveda pa ne vstajamo vsako jutro isto, ampak to so zanemarljive razlike. Mi pa imamo še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Ja, izvolite. Ja. Jaz bi vprašal, kaj ima tista številka, mi pomeni, namreč 4 imam 17, ampak 6 let hodim že samo na pregled. Pa nimam nobenih problemov drugačne. Ja, kot sem prej malo omenil, številka sama je treba malo še korelirati to z drugimi dejavniki. Torej, važna je starost moškega, starejši, ko je moški, višji dopuščamo vrednosti PSA brez nekih agresivnih posegov in tudi brez agresivnega zdravljenja. Potem je tu treba pogledati, kako velika je prostata, večja, ko je prostata, spet višje lahko PSA, brez da bi nas to vznemirjalo. In pa tista dinamika. Zdaj, če je že leta in leta nekako, 17 seveda je povišan PSA, ampak če je že leta enak in ne napreduje, potem je to ni neki vzrok za vznemirjanje. Hvala lepa za odgovor. Tako, midva sva prej že precej govorila o sami diagnostiki, pa predlagam, da se dotakneva še samega zdravljenja raka prostate. Kaj ponuja sodobna medicina? Torej, zdravljenje raka prostate je pa precej odvisno od tega, v kakšni obliki, v kakšni fazi bolezni mi diagnosticiramo. Torej, eno sem že povedal, eno izmed možnih zdravljenj je opazovanje. Torej, to ni na nek način, bom rekel, odstopanje od zdravljenja, ampak dejansko po naših smernicah se to šteje kot ena izmed vrst zdravljenja. Aktivno opazovanje, torej seveda z kontrolami rednimi, z spremljanjem, z tistih pokazateljev, ki jih imamo na voljo, ki bi nam lahko govorili za progres. Kako pa kaj mimo grede pacienti to sprejemajo? So veseli
Ali Malo je, gledajte, tako odvisno. Ja, v bistvu, bom rekel, večina pacientov sprejme to zelo pozitivno, ker se seveda s tem izognejo vsem stranskim učinkom aktivnega zdravljenja. In zdaj bom v naslednjih minutah povedal, kaj so ti stranski učinki, pa ste videli, da je to kar pomembno, ne? Ker določeni, bom rekel, stranski učinki, ki lahko vplivajo na kvaliteto življenja, so prisotni pri vseh vrstah aktivnega zdravljenja. Tako da na nek način so te možnosti moški veseli. Seveda pa imamo ljudi, ki enostavno ne morejo odmisliti te diagnoze. Ne? Jih enostavno preveč mori? Tako je. Ne? Tudi se mogoče od začetka, glede na ugodne izvide, odločiva za opazovanje, pa prije čez mesec dni nazaj pa reče, gledajte, gospod doktor, jaz več ne morem spati. Jaz vem, da imam to v sebi, mene že glava boli od tega, pa povsod se mi zdi, da čutim tega raka prostate, dajte to ven. Seveda, takšen moški ni primeren za aktivno opazovanje in mu ponudimo aktivno zdravljenje. No, in če se zdaj dotaknem pa aktivnega zdravljenja, kadar govorimo o omejeni bolezni, tu nažalost spet nimam nobenih pokazateljev, nobenih slikovnih, tudi magnet ni dovolj natančen, da bi nam zanesljivo povedal, ali je bolezen omejena na prostato ali pa je morda že lokalno ali kako drugače napredovala. Torej mi na nek način sklepamo oziroma postavimo verjetnost, da je napredovala ali pa lokalno omejena na podlagi teh dejavnikov, ki jih imamo. Torej vrednost PSA, število pozitivnih punktatov, tista lestvica, tista ocenitev agresivnosti. Malo si pomagamo tudi še z slikovnimi preiskavami zraven. In na podlagi vseh teh preiskav nekako predvidevamo, pri tem moškemu je večja verjetnost, da je bolezen omejena na prostato. Torej govorimo o lokalizirani bolezni. Potem imamo tisto vmesno stopnjo lokalno napredovala in seveda potem razsoj bolezni oziroma napredovala bolezni. No, kar se tiče bolezni, ki je omejena na prostato, seveda, če se odločimo za aktivno zdravljenje, ponudimo tako imenovano radikalno zdravljenje. Kaj pomeni radikalno? Da seveda hočemo celotno zadevo, celotno rakovo tkivo na nek način odstraniti in pacienta pozdraviti te bolezni. Tu sta dve možnosti. Eno je operacija, lahko operativno odstranimo prostate, s tem, da tu malo pacienti mešajo včasih, to ni isto kot pri povečani prostati, ker odstranimo samo del prostate, tisti, ki dela simptome, ampak vedno odstranimo kompletno celotno prostato, tudi z ovojnico prostatično, istočasno se odstranijo tudi semenski mešički. Ostane nam dejansko sečni mehur, pa krvne sečnice, ki jih moramo skupaj zašiti. To je radikalna odstranitev prostate. Način, na kakšen to se naredi, je praktično nepomemben. Je več načinov. Imamo odprto klasično operacijo, imamo laparoskopsko in imamo v Sloveniji tudi na voljo robotsko asistirano radikalno prostektomijo. So določene razlike, vmes malo čas okrevanja, mogoče kako dolgo mora biti kateter noter in tudi okrevanje časovno je malenkost se razlikuje pri teh, ampak dejansko končni rezultat je pri vseh teh oblikah. Katere oblike operacij pa so vendarle nekako najpogosteje v rabi? Ali so vse tri približno enako zastopane? Ja, pri nas ne, seveda, oziroma tudi v svetu ne. To je čisto različno. To je odvisno malo od dosegljivosti. Torej, še vedno se večina, recimo predvsem v Evropi, operacij dela na odprti klasični način, ker enostavno večina centrov, sploh teh manjših centrov, enostavno druge možnosti nima. Laparoskopija je bila pred leti zelo na pohodu in se je zelo razvijala, vedno večji delež je bil laparoskopsko narejenih operacij. No, z prihodom robota se je predvsem v tistih državah, ki imajo dovolj denarja, da si robote privoščijo, se je to ravnovesje porušilo v korist robota in se več naredi robotsko, pa manj laparoskopskih. V Sloveniji imamo robota? V Sloveniji imamo enega robota v splošni bolnišnici Celje, kjer delajo kar lepo število operacij in bi jih verjetno, če bi bilo več robotov v Sloveniji, še več robotsko naredili, seveda, ker je tudi za operaterja nekoliko lažji način operiranja. Končni rezultat za pacienta moramo reči, da je pri laparoskopski operaciji ali pa robotsko asistirani praktično enak. Če dovolite, bi na kratko sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Ja, pozdravljeni. Halo, kdo je z nami? Dobro. Pa bom kar nadaljevala. Torej, to je radikalna operacija prostate.
Alternativa temu, pa ne alternativa v slabem pomenu besede, kot da je to nekaj, če pač ne želimo ali pa če pacient ni sposoben za operacijo, ampak čisto, bom rekel, enakovredna praktično alternativa je obsevanje prostate, ki je tudi lahko radikalno obsevanje. Imamo dva načina, zunanje in notranje obsevanje. Notranje pomeni, da v samo prostato vstavimo radioaktivni material, takšne iglice. Tu sta spet dva načina. Eni so taki, da se iglice vstavijo samo za določen čas, recimo za 1 uro, pa se potem odstranijo. Eni so pa, da se takšne radioaktivne, kot ena semena, se jim reče, pustijo v prostati in potem več tednov sevajo in obsevajo prostato. To je notranje, imamo pa tudi zunanje obsevanje prostata, ki se seveda dela z obsevanjem od zunaj. Obsevanje prostate je torej, kar se tiče uspehov, na nek način enakovredno, kar se tiče učinkovitosti. Je pa res, da so drugačni stranski učinki. No, zdaj bi se malo tega mogoče dotaknil. In to so pravzaprav tisti razlogi, zakaj sploh smo prišli urologi do tega, da ponujamo moškim opazovanje namesto aktivnega zdravljenja. Pri operaciji, torej, tako se nekaj odstranimo tisti del sečnice, ki poteka skozi prostato, s tem se odstrani tudi notranja mišica zapiralka, ostane sicer zunanja mišica zapiralka v krvno sečnice, ampak ta včasih čisto anatomsko, če dobimo malo premalo, prekratka ali pa tudi ni dovolj močna, enostavno ne drži. Tako da po operaciji lahko pacientom malo voda uhaja. To se sicer s časoma, s treningom mišic nekoliko izboljšuje, ampak v določenem procentu, nekje do 10%, lahko tudi trajno ostane, torej urinska inkontinenca, uhajanje vode. To je ena posledica. Druga posledica, po bazi prostate potujejo živci, ki oskrbujejo moški spolni organ in omogočajo erekcijo. Te živce seveda mi poskusimo ohraniti, sploh kadar imamo glede na biopsijo prostate podatek, da tisto tkivo maligno ni v bližini površine prostate in jih nekako ohranjamo, ampak že tisto odmikanje živcev je včasih dovolj, da so prizadeti živci in da je prevajanje po živcih slabše. In težav z erekcijo pa je po teh operacijah kar dosti, nekje 50% praktično. Tu se da na neke načine pomagati z zdravili, ki smo jih že prej omenili pri benigni hiperplaziji. Ampak vsekakor erekcije niso več nikoli, s tem je treba resno računati. Tako da to so tisti glavne posledice operacije. No, pri obsevanju uhajanja voda seveda ni, ker dejansko ne odstranjujemo mišice. S časoma obsevanje seveda tudi lahko na mišico zapiralko nekoliko slabo vpliva, tako da neki procent se lahko pojavi, ampak bistveno manjši. Kar se tiče potence, je tudi ni ravno obsevanje koristno za živce, tako da s časoma se tudi razvijajo težave z erekcijo, ampak morda ne takoj po obsevanju. So pa še malo dodatni stranski učinki, drugi, namreč čisto tak na milimeter prostato je težko obsevati, nekaj gre tudi v okolico, sosednji organi od prostate so seveda sečni mehur in pa tudi zadnje črevo. Lahko pride do radiacijskih poškodb, do kroničnih vnetij. Kar se tiče mehurja, pomeni težave z uriniranjem, bolj pogosto uriniranje, tudi krvav urin kdaj. Kar se tiče črevesja, pomeni tudi kakšne driske kdaj, tudi kako krvavo blato. Tako da tudi obsevanje ni, kar se tiče stranskih učinkov, čisto nedolžno. Kaj pa, če se dotakneva še same kemoterapije, kdaj pride slednja v poštev? No, kadar pa imamo pokazatelje, da gre za bolj napredovalo bolezen prostate, torej da ni to več omejeno na prostate, potem seveda s temi načini, ki sem jih do zdaj omenjal, ki zdravimo samo lokalno prostate, ne bomo bolezni pozdravili. In dejansko v tem trenutku govorimo o neozdravljivi bolezni. Čisto pozdraviti več ne moremo, lahko pa jo uspešno ustavimo. In dejansko pri prostati je prvi izbor takšne terapije pri napredovali bolezni ne kemoterapija, ampak hormonska terapija. Mi blokiramo moške spolne hormone, s tem ustavimo napredovanje teh celic, dejansko se lahko tudi po tej hormonski terapiji ne samo ustavi, ampak dejansko bolezen tudi zmanjša. Imamo dejansko recimo že na začetku z diagnozo, z slikanji ugotovimo metastaze po kosteh, ki lahko po hormonski terapiji tudi zginejo. Tako da prva faza je vedno hormonska terapija, ki je v veliki večini uspešna, ima pa eno slabo lastnost, da ima svoj rok trajanja. Prej ali slej postane bolezen rak prostate hormonsko neodziven. Takrat pa pride potem v poštev kemoterapija,
ki pa je še vedno uspešna, učinkovita v tej fazi, ampak seveda bolj agresivna in ima hujše stranske učinke. Ali prejemanje kemoterapije in obsevanja za bolnike, ki se zdravijo pri vas v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je to omogočeno v Mariboru ali je potrebna pot v Ljubljanski klinični center ali kam drugam? Določene stvari so že na voljo tudi v UKC Maribor, torej kar se tiče kemoterapije je na voljo praktično vsa, tako da internistično gledano je onkologija v Mariboru na področju urologije pokrita. Kar se pa tiče radioterapije, torej obsevanja, pa zaenkrat v Mariboru obavljamo samo tako imenovano paliativno obsevanje, torej ne radikalno obsevanje z namenom ozdravitve, tisto pri omenjenih bolezni, ampak pri napredovalih boleznih, ko obsevamo zgolj za pomiritev simptomov, kakšne bolečnosti, obsevamo tudi lahko tudi recimo če imamo kostne metastaze boleče, lahko samo tisti del kosti obsevamo. Torej, na nek način paliativno reševalno obsevanje je na voljo, Mariboru radikalno pa zaenkrat ne. Jaz se vam najlepše zahvaljujem, ker ste bili moj nocojšnji gost. Povedali ste res veliko pomembnih informacij in upam, da se še kdaj srečamo pred našimi kamerami. Hvala lepa. Hvala vam. Tako, nocojšnjo oddajo Halo zdravnik smo posvetili urološki tematiki. Na moja in vaša vprašanja o raku prostate je odgovarjal predstojnik oddelka za urologijo UKC Maribor, magister Dejan Bratuš, doktor medicine, specialist urologije. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji teden, ko bomo govorili o porodih, negi novorojenca in dogajanju v mariborski porodnišnici. V studiu bom gostila strokovno vodjo zdravstvene nege na oddelku za perinatologijo UKC Maribor, diplomirano babico Roze Marie Franc. Bodite z nami. Lahko noč.